Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Življenje in delo Marie Montessori. Da se je lahko leta 1893 kot prva ženska vpisala na študij medicine na univerzi v Rimu, Marii Montessori ni bilo treba zbrati le dokazilo o znanju naravoslovja in latinščine, ampak je morala premagati tudi veliko predsodkov. Odgovorne na fakulteti je namreč skrbelo, da bo mlado dekle med študenti povzročilo preveč razburjenja, zato so ji dovolili prihod v predavalnico šele tik pred začetkom predavanj, ko so njeni kolegi že sedeli na svojih mestih. Prav tako so imeli težave z organizacijo vaj iz anatomije, saj se jim je zdelo neprimerno, da bi dekle skupaj s fanti prisostvovala seciranju golih trupel. Vaje je morala zato opraviti sama v večernem času, kar je bilo zanjo zelo zahtevno in naporno. Kljub mnogim težavam in neprestanemu dvomu o svojih sposobnostih se je kmalu dokazala kot ena najboljših študentov. Pomemben vpliv na njeno odločitev za študij medicine je imela domača vzgoja. Rodila se je 31. avgusta 1870 blizu Ancone v Italiji, kjer je oče delal kot državni uradnik, mati pa je izhajala iz ugledne italijanske akademske družine in je bila zelo dobro izobražena. Marijo je vseskozi zanimala znanost, zato je obiskovala tehnično gimnazijo. Sprva je nameravala postati inženir, a se je na koncu odločila za medicino, čemur je oče nasprotoval, saj se je zavedal, da bo imela pri premagovanju predsodkov velike težave. Med študijem se je posebej poglobila v pediatrijo in psihiatrijo. Močno jo je ganilo, ko je med obiskom psihiatrične bolnišnice videla, kako slabo skrbijo za otroke, ki so jih starši in zdravniki iz različnih razlogov označili kot mentalno zaostale. Z njimi so ravnali kot zaporniki, saj jim niso omogočili nobenega šolanja, prav tako so jih strogo kaznovali, če so se kakorkoli upirali. Marija je hitro opazila, da so otroci v azilu nemirni in težavni tudi zato, ker se z njimi nihče ne ukvarja. Poskusno je tako ustanovila skupino otrok iz bolnišnice, ki jo je začela učiti branja in pisanja, ob tem pa je razvila metode, kako bi otrokom čim bolj olajšala učenje. Iz lesa je denimo izdelala črke, ki so jih otroci nato uporabljali pri različnih igrah. Podobna pomagala je naredila tudi za računanje, tako da je bilo učenje hkrati zanimivo in zabavno. Hitro je ugotovila, da otrokom pomaga, če pri učenju uporabljajo kombinacijo različnih čutil, prav tako pa je pomembno, da je v razredu sproščeno ozračje. Manjšo senzacijo je povzročila, ko je svoj poskusni razred domnevno zaostalih otrok iz psihiatrične bolnišnice odpeljala na državni preizkus znanja. V nasprotju z vsemi pričakovanji so se njeni otroci na testu branja in pisanja odrezali celo bolje od otrok iz običajnih šol. Marija je iz rezultatov sklepala, da je nekaj močno narobe s pedagoškimi pristopi v običajnih šolah, ki so temeljili predvsem na učenju na pamet. Otroke so namreč dojemali kot prazne posode, ki jih je treba napolniti z znanjem, dokaj nepomembno pa je bilo, kako to znanje otrokom podajajo. Žal pa je znanstvena in akademska kariera Marie Montessori kmalu po diplomi naletela na za tisti čas hudo oviro.
Z mladim profesorjem psihiatrije Giuseppejem Montesanom, s katerim sta tudi raziskovalno sodelovala, sta se zaljubila, Marija pa je kmalu zatem zanosila. Lahko bi se sicer poročila, a to bi zanjo zelo verjetno pomenilo konec akademske kariere, saj se je od poročenih žena in mater takrat pričakovalo, da ostanejo doma in skrbijo za gospodinjstvo. Nosečnost je zato skrivala in ko se jima je 31. marca 1898 rodil sin Mario, ga je bila prisiljena oddati v rejo. Naslednja leta ga je pogosto obiskovala, a del dogovora je bil, da mu ne pove, da je njegova prava mati, Montesano pa ga je priznal kot svojega in zanj tudi plačeval stroške bivanja pri rejniški družini. Z Montesanom sta sklenila dogovor, da si bosta ostala zvesta in se ne bosta poročila z nikomur drugim, česar pa se Giuseppe ni držal. Kmalu se je poročil, kar je Marijo močno prizadelo, zato je končala skupno delo v azilu za otroke. Sklenila je, da se bo dokazala z znanstvenimi raziskavami z področja izobraževanja. Bila je zelo delovna in sposobna, tako da je leta 1904 postala profesorica na univerzi v Rimu, kmalu pa tudi predstojnica oddelka za antropologijo. Nov izziv se je pojavil leta 1907, ko je v revnem rimskem predmestju San Lorenzo država z meceni poskušala izboljšati kakovost življenja tamkajšnjih prebivalcev. Marijo so prosili, ali bi jim pomagala vzpostaviti vrtec za predšolske otroke, saj so jih starši največkrat puščali kar same doma, ko so odhajali na delo. Marija je vrtec zasnovala na ugotovitvah svojega dolgoletnega opazovanja otrok. Vztrajala je, da so bili stoli, mize in drugo pohištvo v vrtcu prilagojeni velikosti otrok. Prav tako je ustvarila veliko iger in didaktičnih pripomočkov, ki so jih otroci lahko sami uporabljali, učitelji so jim pri tem le pomagali. Ena od značilnosti njenega pristopa je bila, da je poskušala pri učenju angažirati vse čute otrok. Casa dei Bambini, kot so vrtec poimenovali, je hitro postala zanimiva za časopise, saj so o Marijinem novem pristopu k vzgoji in izobraževanju poročali mnogi časopisi po Italiji in pozneje tudi drugod po svetu. Čudež iz rimskega predmestja so prihajali preučevati novinarji, politiki in znanstveniki. Marija se je vseskozi zelo trudila, da bi svoje ugotovitve čim bolj jasno predstavila čim večjemu krogu ljudi. Skrbelo jo je namreč, da bi začeli njene pristope poenostavljati in spreminjati, zaradi česar ne bi bili več uspešni. Prav tako ni dopuščala, da bi vzgojitelji sami eksperimentirali in sproti prilagajali njene metode novim okoliščinam. Leta 1909 je objavila knjigo o svojih dognanjih in odprla šolo za učitelje. Kmalu zatem so knjigo prevedli v angleščino, tako da je s svojim sistemom izobraževanja postala prepoznavna po vsem svetu. Ko je istega leta umrla mati, si je odločila, da sinu, ki je bil vmes v šolskem internatu, končno pove, da je njegova prava mati. Čeprav so bližnji prijatelji vseskozi vedeli za njeno skrivnost, je najstniškega sina nato javno predstavljala kot nečaka. V nove težave je zabredla, ko so prišli na oblast fašisti in so jo želeli izkoristiti za lastno promocijo. Po vsej državi so ustanavljali šole, ki naj bi sledile načelom metode Marije Montessori,
A ideje Mussolinija v resnici niso bile blizu prepričanjem, po katerih naj bi se otroci najbolje učili, ko se počutijo svobodne in neodvisne. Marija je bila sprva sicer častna članica fašistične stranke, a je morala, ker je brezkompromisno zagovarjala svoja načela, skupaj s sinom pobegniti na Nizozemsko. Po odhodu iz Italije je veliko potovala in v Angliji na nekem sprejemu srečala Mahatmo Gandija, s katerim sta se hitro ujela. Gandhi je v njeni metodi videl možnost, kako bi čim hitreje izobrazil revne indijske množice. V letih pred drugo svetovno vojno sta tako s sinom Marijem, ki se je tudi izšolal za zdravnika, odpotovala v Indijo, kjer sta pomagala vzpostaviti nov šolski sistem. Marija je takrat prepotovala Indijo in za delo po svoji metodi usposobila več kot 1000 tamkajšnjih učiteljev. Medtem je v Evropi izbruhnila vojna in kot italijanska državljana na britanskem teritoriju Indije sta postala potencialno nevarna, zato je bila Marija nekaj časa v hišnem zaporu, Marija pa so za več mesecev odpeljali v koncentracijsko taborišče. Za njeno 70-letnico, ki jo je praznovala leta 1940, je guverner Indije končno podpisal ukaz, da iz taborišča osvobodijo Marija, kar je sporočil s telegramom. V Evropo se je vrnila šele po koncu vojne in ugotovila, da so v letih njene odsotnosti reformne ideje povsem zamrle. Zato se je ponovno podala na pot in predavala o pomenu dobrega izobraževanja. Večkrat so jo nominirali za Nobelovo nagrado za mir, a je ni dočakala, saj je 6. maja 1952 umrla na Nizozemskem, kjer je tudi pokopana. Med uspešnimi posamezniki, ki pogosto poudarjajo, da je na njihov razvoj močno vplivalo obiskovanje vrtca Montessori, sta denimo oba ustanovitelja Googla Larry Page in Sergey Brin, začetnik Wikipedije Jimmy Wales, pisatelj Gabriel Garcia Marquez in še mnogi drugi. To je bil podcast Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že kmalu.